want silver, need gold, yeah. Don't know how to feel low, yeah. Please don't take my Danes sva rekla, Luka, da bi mogoče lahko malo govorila o temi različnosti v partnerskem odnosu. V bistvu, kaj to pomeni, da sta si dva različna v partnerskem odnosu? Ali je to lahko ena prednost za odnos, ali je to lahko ena situacija, ki vodi v razpad partnerskega odnosa? Kaj praviš? Prav obesil bi se na en primer, ki sem ga imel. Ne? No, vse konec koncev se pogosto srečujeva s temi zadevami v terapevtski obravnavi, ko se pari zaradi nekih različnosti prihaja lahko do konfliktov in tako. Ampak se prav spomnim enega para, ki sta prišla preveriti, če sta za skupaj ali sta si pa preveč različna. In ravno zaradi tega sva rekla, da bi danes se dotaknila te teme, ki je lahko za partnerski odnos izjemno pomembna in tako področje, kjer lahko prije do konfliktov. In kaj je zdaj to? Razlika, da oškoduje partnerski odnos, je to prednost, da lahko nekaj črpajo iz tega. Pa če gremo najprej na te zadeve, kaj vse lahko prinese, če sta dva si zelo različna. Tako, jaz bi mogoče še vmes samo izpostavila, da točno to, kar si rekel, pari pridejo na terapijo tudi, ko preverijo, ali nekaj deluje ali nekaj ne deluje. Torej v bistvu ne pridejo samo, ko imajo nek velik problem, torej ne vem, nekaj se je zgodilo v najnem odnosu ali pa nekaj več ne deluje v najnem odnosu, ampak ljudje pridejo tudi preveriti ali pa jaz rečem se pokazati v narekovajih, predstaviti svoj partnerski odnos in iščejo rešitve, kaj še lahko naredijo, kako lahko zboljšajo partnerski odnos. Tako da terapija je tudi za ta področja. Ok, zdaj ena zadeva, ki vedno je ta razlika in kako prihaja do konfliktov. Pa sem da predstavljam neko dinamiko na nekem primeru, to mogoče si lažje predstavljati. On se ves čas zapira, umika v ene stvari, ona je pa zelo odprta in bi se rada družila z ljudmi in kadarkoli je kakršenkoli dogodek, ona bi rada šla, njemu pa niti ni to do tega, pa mu bolj pomeni, da ste skupaj sama doma. Ali pa obratno, zdaj ni to nekaj vezano na spol, ampak neke osebnostne lastnosti, ki so različne in če je tam zadeva poglobljena in so konflikti in nista oglašena in prijeta v nek tak krog, ki ne znata ven, lahko kar naenkrat ta različnost postane zelo težka zadeva tam. Absolutno, veliko pritiska lahko čuti ali eden ali drugi. Zdaj recimo, če je ena oseba tako socialno recimo aktivna, torej da se veliko druži, lahko druga oseba, ki je bolj zaprta vase ali pa ne vem, bolj introvertirana, čuti to kot en pritisk na eni strani, lahko pa čuti kot, da se partner začne umikati stran od partnerskega odnosa. Torej nekdo ima veliko željo po druženju, po prijateljih in lahko to druga stran začne dojemati kot nekaj mogoče med nama ni v redu, partnerka se je začel ali pa začela umikati, kaj je zdaj to? In se lahko počuti eden v odnosu samega ali pa se oba počutita samega. Eden se počuti samega zaradi tega, ker ostaja doma, ker ni zraven v družbi, drugi se pa počuti samega zaradi tega, ker partner ali pa partnerka ni šla zraven njega ali pa zraven nje. Ja, in se lahko oba počuta tako, ker da drug ni pripravljen se potruditi za njega. Absolutno. Ona ni pripravljena nič z mano na te stvari, ne pomenim ti dovolj, on pa ne, veš, da mi je težko, zakaj pač se ti meni tudi ne prilagodiš v teh zadevah. Tako. Je ta dinamika, povezanost pa avtonomija, kako se vedno odigrava. Pa to so res še na tako čustveno stvar. Ja. Pa so pa vse te kulturne razlike, ki so lahko v enem paru, in vrednote in politična prepričanja. Verska prepričanja. Tako. Tudi taka zanimiva stvar je, ko je vprašanje, recimo pri tem primeru, a midva lahko funkcionira, da glede to, da imamo različna politična prepričanja, da imamo različna verska prepričanja, in tudi tako deluje, kot da sta si v vrednotah različna, ampak sta se našla na nečem. Ampak na čem sta se našla? Ja. Na čem sta se našla? V bistvu, zakaj se dva, recimo na videz tako različna človeka lahko sploh najdeta? Mogoče, ne vem, ena ženska že navzven deluje mirna, umirjena, on pa, ne vem, živahen, aktiven. In zakaj se ta dva sploh privlačita? Na podlagi česa?
Ne, to je ena taka zadeva, ki vabiva najne gledalce, da si pogledajo zaljubljenost v partnerskem odnosu, a ne, ker predstavijo tudi, kako se najdejo na vseh teh in ranah in čudovitih zadevah in predvsem se oglasite na nekem tem čustvenem svetu in neki podobnosti. Pa pogosto prihaja do tega, ne, zdaj, če sva si toliko različna, a je to sploh mogoče, se mi zdi, še v filmih je tako romantizirano, ja, in vse to. Pa mi terapeuti stojimo za tem, da če je tam čustven stik, ne glede na to, koliko sta si dva različna, sta lahko skupaj. A se ti zdi, da bosta več mogla delati, če je takšna razlika v vrednotah in vseh teh zadevah, da to predstavlja večji izziv za njih dva, kot za en par, ki recimo izhajata iz istih, naprimer političnih prepričanj, verskih, moralnih in tako naprej? Jaz bi rekla, da zagotovo. Tukaj en par mora dosti več delati na eni iskreni komunikaciji. Če se lahko dva z različnimi vrednotami pa z različnimi prepričanji pogovarjata o tem, potem jaz mislim, da so vse možnosti odprte. Torej en iskren pogovor, iskrena komunikacija, pristna komunikacija, brez dajanja mask na svoje obraze, brez nekega prisilnega prilagajanja, ker se mi zdi, da ko imamo recimo eno tako izrazito različnost, se vsaj na začetku recimo nekega partnerskega odnosa velikokrat eden v razmerju prilagaja. In rečemo, ok, treba se malo prilagoditi, malo mogoče stopiti korak nazaj, ampak ali je res to vedno dobro? Na dolgi rok. Na dolgi rok, ja. In kje je še potem tista zdrava meja, do katere točke se prilagoditi, do katere pa več ne. In jaz bi tukaj rekla, ko je nam v redu, ko je nam še udobno, torej če smo mi tisti, ki se malo prilagodimo, če je nam še udobna ta prilagoditev, potem je v redu. Ko pa nam ni več udobno, ko se ne počutimo prijetno ali v telesu, ali razmišljamo o enih drugih situacijah, ali se sprašujemo, pa zakaj jaz to delam, a je res to v redu, ni mi fajn, ne počutim se ok. Ko se začne pa potem taka vprašanja, pa se mi zdi, da je super, da lahko nekdo z eno samokritičnostjo si reče, ok, tukaj je pa moja meja, od tu dalje pa jaz več ne morem, kljub temu, da bi si partner pa partnerka tega želela. Pa prav, tako kot si omenila, kako se ta zadeva lahko nalaga in kdaj tista pristnost tam, a zdaj se še prilagajamo, pa malo stiskamo zobe ali ne, pa če dam en primer, ki je tudi precej pogostno, a pa se samo jaz veliko s tem srečujem z nekim razlogom, je, ko si en od para želi otroke in pa ne. In sta skupaj v tem in ne govorita o tem, a ja, ali ne, ona ve, da si on recimo želi, on ve, da si ona ne. In kaj zdaj, se boste pogovorili tukaj do konca, a bomo prišli, nekako sta v tej ljubezni, a ne, in ker se ljubite in sta rada v tem in je to taka boleča tema, jo odpirati in zato jo nekako raje pustijo pri miru. Ja, to je tisti slon v dnevni sobi. Slon v dnevni sobi, ki tam je toliko enih neizgovorjenih stvari, toliko zadev bi si rada oba povedala, ampak je preveč strahu, da bi to zdaj oškodovalo ta odnos in da bi prišel kreg, pa da bi se vrtelo v enih istih stvarih, ki sta jih sita. Pardon. Ja. Meni se zdi, vsi nekako v teoriji vemo, da komunikacija je glavno vodilo v partnerskem odnosu, ampak največ težav imamo ljudje ravno v komunikaciji. In tako kot praviš, koliko je pri partnerjih, oziroma med partnerji neizgovorjenih stvari. In oba veste, da obstaja, oba veste, da bi se morala o tem pogovoriti, pa kar ne steče. In potem minevajo leta. In potem pa lahko, recimo, če greva še korak dlje, pridemo kar v eno skrajnost. Da mogoče nekdo v partnerskem odnosu izsili neko svojo stvar, ki jo pač želi v tem partnerskem odnosu. Ja, in se drug prilagodi in potem se lahko zamera tam začne, da se je prilagodil, pa začne prezirati partnerja zaradi tega. Kaj to zdaj na dolgi rok pomeni? Res je ta komunikacija tako pomembna, s tem, da ni dovolj, da samo govorimo o teh stvarih, ne, mislim, absolutno je to del pogovora, ampak moramo prav tvegati in spregovoriti in kljub vsemu strahu biti pogumni in se soočati s to raznolikostjo, ki jo imata dva in kje se bosta ona dva našla na nekih istih zadevah in kje bosta našla neko kompromisno in res
prišla do kraja te teme, dokler ne bosta oba zadovoljna in srečna in pristna in predvsem pomerjena. Ne? Če je ves čas tam potem neko zadrževanje in neka zamera, ki se tam nabira, ki se en prilagodi in drug ne, ja, dolgoročno to ni najbolje. Ne? Tako, se strinjam. In bi rekla, da različnost v partnerskem odnosu v praksi, pa vem, da imava midva malo poklicno deformacijo, a ne, ker se v terapevtski praksi ukvarjava bolj z temi kritičnimi primeri, je različnost bolj v negativni smeri oziroma bolj ljudem škodi. Na tak način gledajo. Ja. Na tak način gledajo. A ne, da doživljajo tudi. No. Tako doživljajo, se strinjam, da je različnost nekaj, kar ni mogoče premagati. In eden vleče na eno stran, drugi vleče na drugo stran in sta zabetonirana v svojih teh temeljnih prepričanjih in lahko se samo ping-pong podajata. Zakaj ima eni prav, pa zakaj ima drugi prav? Pa v bistvu imate oba prav. Oba imate prav. Oba imate prav, ampak je toliko težko tam korak nazaj narediti in skušati pogledati iz drugega zornega kota, kar mi tudi zasledujemo tam na terapiji. Sprememba v tej komunikaciji in vnes nekaj novega, nekaj na tak način, da se pogovarjate na kakršnega se še nista. Ja. Danes sem kar facla. Ampak veš, koliko je to težko uvesti spremembo v partnerski odnos? To je nekaj nemogočega. Ne? Nemogočega, zaradi tega, ker spremembo dojemamo... Občutek je tako, da je nemogoče. No? Ni nemogoče. To delamo ves čas. Ne? Tako, trudimo se delati ves čas. In... zdaj sem jaz malo padla ven iz ritma, a ne? Ja, želela si, da greva na, kaj pa je zdaj v bistvu prednost tega, ne? Drug zorni kot in ta sprememba in kaj vse lahko ta različnost prinese temu partnerskemu odnosu. Ja, hvala, si me vrnil nazaj. Želela sem izpostaviti, koliko časa, recimo koliko terapevtskih srečanj je včasih potrebno, da par dojame, da ni nevarno, če nekdo začne uvajati nekaj drugega v partnerski odnos. Zdaj, če imamo recimo, ne vem, dva, ki sta skupaj 15 let, lahko sta poročena ali nista, nima veze in včasih rabimo en cel terapevtski cikel, ne vem, 10-12 srečanj ali pa še več, da nekdo v paru ali pa oba v paru začneta uvajati eno malo spremembo, mogoče malo več govoriti, kako sta se pa danes v službi počutila, ker se mi zdi, najprej lahko začnemo govoriti o takih varnih temah, ne, torej v službi se mi je nekaj zgodilo, skregala sem se za sodelavko, kako sem se počutila in tako naprej. In jaz pravim, da to so teme za trening. A ne? Pri teh temah se treniramo. A ne? In bolj, ko bomo lahko suvereni in brez zadržka govorili o svojih čutenjih na nekem drugem področju, lažje bomo to potem premestili na področje partnerskega odnosa. In zdaj pa, če nadaljujemo, ne, to najino rdečo nit, različnost je lahko zelo velika prednost v partnerskem odnosu. Prednost v smislu osebnostne rasti in rasti v partnerskem odnosu. Zaradi tega, ker tukaj, če lahko sprejmemo različnost, veliko naredimo na svojem razširjanju nekega repertoarja, torej kaj mi čutimo, kaj mi doživljamo, probamo se uživeti v partnerja na drugi strani in s tem tudi krepimo čustveno inteligenco. Ja, in če dava prav primernik, da ne bo preveč abstraktna, ko se dostikrat sprašujem, ne, da veliko se iz najnih izkušenj in teorije izhajava, je prav ta primer tega fanta in te punce. Ne. On se bo prek nje, ne, če bo tvegal in bo odprt od tega in bo ona pač tudi neka varna točka je tam zanj in gresta pač v družbo in se bo začel več družiti in bo ugotovil, da v bistvu mu je okej, on bo pa njo pomiril. A ne? Recimo, zakaj pa ona ves čas more biti nekje, recimo, ne, da je tak primer, ves čas mora nekje biti in jo bo malo, okej, če so samo mi dva, pa so doma pa nekaj, a ne, delava in skupaj preživljava čas, ne rabva skozi nekoga zunanjega. In na tak način oba lahko zrasteta, drug ob drugem v vseh teh različnosti. Je pa prav potrebno spremembo vnesti in z drugega zornega kota pogledati in se začutiti v teh stvarih. Ja, se mi zdi najbolj to začutiti se, da recimo tudi, ne vem, ena ženska začuti, zakaj partnerju mogoče ni do teh stvari in da to lahko spoštuje, ampak da mogoče za malimi spremembami pa začneta uvajati nekaj novega, nekaj drugačnega. Kompromisi so kompromisi in
kaj bi še jaz izpostavila, preverjanje. Zdaj, če imava eno situacijo konkretno, da gresta dva na zabavo, enemu najbolj ni, drugi je zelo navdušen nad tem, ali lahko drugega preveriva, kako sva. Točno to, ja. A si ti v redu, se v redu počutiš, ti je ok, še lahko zdrživa malo, da v bistvu nimamo tega, ne vzamemo tega, tako te rečemo, zdravo za gotovo. Zdaj, ok, on je zdaj prišel z mano na zabavo, zdaj pa jaz se zabavam, on se naj znajde po svoje in ne vem, ko se bo zabava zaključila, greva skupaj domov, se poiščeva in je to zabava zaključena. A lahko ohranjava en stik in v bistvu... Sočutje. Ja, točno to, sočutje. In v bistvu... Da se drugi v bistvu trudi. Tako. Zame, da je meni tukaj prijetno in potem mu je res. Absolutno. Eno skrb izraziti. In s tem, ko izrazimo eno skrb, izrazimo tudi eno hvaležnost, da je nekdo naredil eno spremembo. In še ena pomembna stvar, mi je zdaj padla na pamet, ob spremembah, ko partnerja naredita eno spremembo, a lahko to pohvalimo. Da sta ponosna na to. Da sta ponosna na to, da najprej sta opazila ali pa je eden v partnerskem odnosu opazil, da se je drugi potrudil, da je drugi naredil nekaj drugačen, da je naredil eno spremembo in zelo pomembno je, da to ovrednotimo, da povemo, pokažemo, da smo opazili to spremembo in da res damo eno pohvalo. Pohvalo, ja. In to se mi zdi, da pogosto je kar težava biti ponosen na se, že tako v naši slovenski družbi. Potem pa se mi zdi, da je tako čudovita stvar, ko sta pa dva skupaj v eni stvari in sta, recimo, vesta, imata težavo in te konflikte, ki se vrtijo okoli enih istih zadev in nikakor ne morete iz tega kroga in potem sta skupaj združena proti tej problematiki, ki izhaja iz njiju, ampak jo poveže v teh stvareh. In potem, ko naredite tam en korak in ko govorimo o neko spremembo, da sta sočutna in se čutita tam v teh stvareh in se en prilagodi in se drugi prilagodi in je potem lepa izkušnja, je potrebno to res ovrednotiti. Skupaj ste to premagali in ste šli čez ta problem in se da čez vse te raznolikosti zelo očiti in osebno rast. In je izjemna priložnost tako za par in za partnerski odnos, kako bo ta partnerski odnos se razvijal ob vseh teh izzivih, s katerimi se boste srečevali. Bomo rekli, da mogoče ravno ta različnost daje priložnost, da v partnerskem odnosu lahko naredimo en ta pregled, kje sva mi dva in da so različnosti tiste, ki lahko tudi začinijo partnerski odnos, da ne postane monotono na drugi strani. Ker če imamo skozi neke iste podobne interese, potem pademo hitro lahko v eno rutino in ko pa pademo v rutino, pa vemo, leta lahko minevajo in se mi zdi ta različnost lahko pa da eno drugačnost. Eno drugačnost lahko, da. Zakaj pa prije do monotonosti? Nimava časa zdaj za tole. Mogoče v eni drugi epizodi, ampak naj bo najeno sporočilo, da nič ni narobe z različnostjo v partnerskem odnosu, predvsem pa je pomembno, kaj bosta dva v partnerskem odnosu za to različnostjo naredila. Ali jo bosta vzela kot grožnjo ali kot priložnost za rast. In seveda to čisto nezavedno, kako se odigrava in da je to res priložnost za rast, kot si rekla, in da dokler je tam čustvena povezanost in čustven stik, potem ne glede na to, koliko sta si dva različna, ima lahko uspe in srečno živita v tem partnerskem odnosu, seveda z izzivi, kot jih imajo vsi, ampak to je neka taka čudovita stvar. Čez vse se da iti, če je tam komunikacija, iskren pogovor in pripravljenost. Se strinjam. Ok. Hvala, da ste bili z nami, dragi poslušalci in poslušalke. Vabljeni k poslušanju in gledanju najine naslednje oddaje. Please don't take my control. It's not even my own. For now I'm thinking about my follow